Bravo. No, tu se je začel pravzaprav ta prav motivacijski govor, pa ga je glih žal klele se je ustavil. Ne? Tukaj je v bistvu Peter Mankoč povedal svojo filozofijo. Ne? Se pravi, pejte do konca, ne delaš za druge, delaš za sebe in povedal je take stvari, ki se jih lahko vsak od njih, od nas, ne glede na to, v katerem poslu si, kakšne imaš želje v svojem življenju, najde. Seveda, samo veš, kaj to je vsa teorija, jaz to teorijo obvladam, jaz to vse vem, kaj on govori. Samo tisti trenutek, ko se tebi to dogaja, bi ti včasih nekoga rabo, da ti to, točno tisti trenutek bi ti rabo, veš, ko imaš te angelčke, pohodičke, pa vsak na svoji rami sedita. Vem. No, v tem trenutku bi ti rabo nekoga, ki bi te to spomnil in bi ti stavki šli. Tebi ti stavki nimajo teže, tisti hip. Si se trudil, pa ti na druga strani reče, ja pa kaj no, vse nič hudega, če sem se trudil. V kakšnih trenutkih zdaj ti govoriš? Takrat, ko bi mogel se recimo vstati pa iti, kot je on rekel, glej, če se danes ne vstanem, ne, on je pomislil na to, se pa mogoče tudi jutri ne bom in je vse za manj. Ja. Ti pa to sicer vse veš, pa te še vseeno se ne vstaneš. Ja, samo verjetno je res potrebna najprej ena začetna odločitev, zdaj bom, pol pa lahko ti tako razmišljaš, danes ne bi, danes bi, ne. Pri tebi do te odločitve še ni prišlo sploh v osnovi, ne, da bi potem prišlo do te dileme, kaj naj danes naredim, a naj grem, konstantno držim, a naj ne grem. Jaz sem zelo se hitro dam prepričati na kakšne take, na to bolj lahkotno pot, ne, me hitro lahko prepričaš. Mislim, sama sebe lahko hitro prepričam, sem v tem jako dobra. Lahkotno v smislu, da v smislu, da rečem, pusti pa se nič hudega, boš pa drugič znova začela. To sem specialistka. Povej, kaj bi pa naredila, če bi imela resne zdravstvene probleme in bi vedela, da če ne boš začela z nečim, da boš umrla. Takrat pa bi verjetno. No, vidi, zakaj si tega ne moreš prikazati, tudi če se to ne zgodi? Ne vem. A veš, to jaz vedno pravim ljudem. Ne morem. Predstavljajte si, recimo, ne morete brez ogljikovih hidratov, ne morete brez cukra. Kaj, če bi imeli hudo sladkorno bolezen? Kaj, če bi imeli neke zelo resne prebavne motnje ali pa zdravstvene težave, pa bi vam zdravnik rekel, če boš pojedel en košček kruha, boš pa umrl. Zagotovo ga ne boš. In če se pač tako pripraviš v glavi do tega, da se pač to lahko zgodi jutri, da dobiš... Sam najlažje si je reči od nečesa, moramo umreti, ne? Pa greš naprej. To je tako, da bi si jaz rekla, veš kaj, predstavljaj si, da nimaš nog ali nekaj, ne? Pa mislim, jaz samo jih imam. Samo jih imam. To ni miselno zmagovalcev. Seveda ne, samo to so z istimi... Vedno se proba postaviti v vlogo nekoga drugega. In če te nekdo recimo žali, je enaka zadeva. Postavi se v vlogo tistega, ki je užaljen, oziroma če si nekdo, ki žali, pardon. Debato bomo nadaljevali.